Peter Kauzar, verjetno je zdaj težko kaj pametnega povedati, ko je vroča glava, ampak dejstvo je, da je danes video soba delovala kontra slovenski reprezentanci. Vi bi bili drugi, ampak to je zdaj slaba tolažba. Kakšen je vaš pogled na ta vratca, kjer pravijo, da so vam dali 50, čeprav sodniki niso tega videli? Ja, ni zanimivo, ko se to zmeraj mene ministr ne dogaja. Jaz se bi reč to vprašal, zakaj je to tako. Ja, jaz vem, da tam nisem, vem, da sem bil na meji, ampak glava moja je bila 100% noter, pa mi lahko vsi video pokažejo pa vse. Jaz sem pač videl, kar sem jaz videl, ko sem bil v čovnu, v momentu, ko sem prečkal vratce. Tako da pač, ne vem, pa niti ne razočaran, ampak bolj jezen sem na take odločitve in jaz mislim, da če ne bojo nekaj naredili na tem in Mednarodna kajakaška zveza in nacionalne kajakaške zveze, če ne bojo nekaj predlagali za, ne vem, pri tej tehnologiji, pa pri vsem tem, pa da na koncu želimo tekmovalci fair borbe, da konkurent reče, ja, ta je udaril, pa ni dobil, ti, ne vem, ni bila 50-ka, pa si jo dobil, pa na koncu vidiš, pa sem mu jaz konkurent, pa bi ga pomaknil eno mesto nižji, pa mogoče iz stopničk, pa še zmeri prav, da ni 50 kazenskih sekund, pa se vprašaš, ne, in če je to fair, ne, in se pravim, je glava razgreta zele, pa imam marsikaj za povedati, ampak tudi, če bi me jutro vprašal, bi isto imel mnenje, zato ker to že ponavljam že več kot desetletje, ampak edini, kakor si na nek način upam povedati, pa grem do določenih ljudi, pa jim povem, da to ni fair, ker tekmovalci si želimo pač fair borbe in če prideš na štart in točno veš, da v kajakaški konkurenci, da moraš včasih tudi kdaj kaj na knap odpeljati, ne, in pač jaz sem izmed tistih, kar zelo redko na knap fura, ampak kdaj pa tudi moram in ko na knap fura me pol pred odločitev kontrasmer, ne. En, ko pa skozi tako fura, pa pač gre uspod mimo, ne, in to se mi ne zdi fair, no, tako da jaz mislim, da bi mogla tudi naša kajakaška zveza nekaj narediti na tem, pa da se končno nekaj popravi, no, ker na koncu se pravim, imaš tako občutek, da se skozi eno ministro dela. Videli smo zdaj, Boris ne ve, se vam je kar opravičil, ampak Peter, nekako imamo občutek, da se sodnikov na bregu sploh ne potrebuje več, vse odločajo v videosobi. Ja, vse se res tako zdi, ne. Na koncu je najbolj smešno, da če bi tekmovalci en drugem sodili, bi bilo v nekaterih primerih dosti boljše pa bolj fair sojenje, ne. Pač zdaj bom spet jaz bil napaden, ker pač povem to na glas iz strani sodniške komisije ali pa iz sodnika, pa iz bilo kjerga, ampak jaz sam še enkrat ponavljam, hočem fair borbo, vsi tekmovalci se hočemo pač boriti dol po najboljših močeh, fair pogoje, fair odločitve, ne pa da enim ja, drugim ne. Ne bojo za vse isto ali pa ne bo nič. Peter, v polfinalu ste bili izjemno hitri, edini ste s 4 kazenskimi sekundami prišli v finale, tudi v finalu šli na polno. Kako ste bili zadovoljni s svojo vožnjo do te situacije? Tako, lotil sem se tako zelo umirjeno po vse skupaj in sem rekel pač, da bom do cilja napadal. Pač tam na Niagari sem malo preveč pod vratce skočil, namesto da bi od zadnji ciljev pa sem udaril, ampak še niti nisem toliko sekiral zaradi tistega dotika, no, saj vožnja ni bila slaba, tam tudi čas je bil par stotink za zdaj svetovnim prvakom Borisom Navijem, ne, tako da, ampak vem, da bi lahko še dosti hitreje odpeljal, ne, tudi pred Niagaro se me je val zabil in ustavil in mi je malo hitrost vzel, ampak pač se na koncu moraš odpeljati od štarta do cilja najboljše. To je bila zadnja tekma letošnje sezone, sicer še državno prvenstvo, ampak generalna ocena. Verjetno najbolj zadovoljni ne morete biti, čeprav ste drugi v svetovnem pokalu, tretji na evropskem prvenstvu. Ja, me to mi nič ne pomaga, če te glavne dve tekme nisem delal tako, kot sem jih hotel, oziroma tako, kot sem si želel, pa zato, kar sem delal. Tako da jaz tako sezono, čeprav sem bil tretji na evropskem prvenstvu, pa drugo skupno seštevko svetovnega pokala, nažalost ne morem biti zadovoljen. Nekaj počitka zdaj, pa zbistriti glavo? Ja, definitivno.